Barok je beseda, ki izhaja iz portugalske besede za biser nepravilne oblike. Z njo opredeljujemo slog, ki se je v začetku 17. stoletja pojavil v Rimu in se nato razširil po celotni Evropi. Je tudi eno izmed umetnostnih obdobij, ki so v veliki meri zaznamovala prostor današnje Republike Slovenije. Na razstavi Barok v Sloveniji, slikarstvo in kiparstvo predstavljamo več kot 170 umetnin, ki so v 17. in 18. stoletju nastale za ta prostor ali na tem prostoru. Ta je bil v grobem razdeljen na dva dela, na večji habsburški del z notranjeavstrijskimi deželami, ki so ga sestavljale Štajerska, Koroška, Kranjska in Goriška, ter beneški del, kamor so spadala istrska obalna mesta. V slavnostni dvorani, ki je bil tudi v baroku najbolj reprezentativen prostor plemiških domovanj, v kronološkem zaporedju predstavljamo najbolj monumentalne oltarne slike ter izbrana dela najbolj priznanih baročnih kiparjev Francesca Robe, Jožefa Štrauba in Vajta Königerja. Razstava nas skozi umetnikovo delavnico, kjer se prek portretov, avtoportretov, osnutkov, risb in grafik spoznamo z načinom umetnikovega dela, popelje med umetnine, ki so nastale v sakralnih prostorih kot naročilo prelatov, duhovnikov, bratovščin ali ambicioznega plemstva. Dopolnjujejo jih izbrani kosi liturgičnih predmetov, bogato ilustrirano knjižno gradivo in drugi izdelki uporabne umetnosti. S portreti cesarske družine, ki so vezni člen med obema svetovama, vstopamo v zasebne prostore plemstva. Znotraj teh predstavljamo njihove zbirke s portretnimi galerijami, žanrskimi prizori, tihožitji, mitološkimi upodobitvami in alegorijami. Zgodbo zaokrožujemo z izvenevanjem tega obdobja, a zgodba baroka se v resnici s tem ne zaključi. Baročna dela ostajajo priljubljena v zbirkah tudi v kasnejših obdobjih. Razstava v Narodni galeriji je prvi del velikega projekta, ki mu sledi še razstava arhitekture in uporabne umetnosti v Narodnem muzeju Slovenije. Predstavitvi tega velikega obdobja pa se tekom trajanja obeh razstav pridružuje tudi v Ljubljanskem mestnem muzeju, v Muzeju krščanstva na Slovenskem, v Loškem muzeju in Posavskem muzeju v Brežicah.